Are there any accounts of UAPs emerging from or submerging into our water, which could indicate a base or presence beneath the ocean's surface? I don't know about a base, but as I mentioned, I had a different source entirely describe this pretty extraordinary footage that exists of orbs, of an orb coming out of the ocean and being met by another orb. The speed with which it zipped out of the field of vision of the camera was totally otherworldly. Clouds, making them clearly visible to people below. Now, San said they were found in Peru in 2017, and that one is 700 years old and the other is 1800. Okay, you see it? You see how it goes? See how it goes? And then it becomes a spacecraft or aircraft or whatever you want to call it. What the fuck is that, bro? Lepo pozdravljeni, dragi moji alieni, srečno 2025. Srečno, veselo, zdravo, uspešno, polno ljubezni, da so te lih prav zredili ali pa lih prav shujšali, kar pač hočete, da vam bo barva las točno taka, kot ste si zamislili pri frizerju itd. itd. Hvala vsem, ki kadarkoli uporabite katerokoli mojo kodo. V 2025 nadaljujemo tudi s kodo 10 Alenka pri Malinci. In pa valjda pri Jimbiju Alenka 5 in pri Svetu užitka Alenka 5 in Alenka 10. A ni smešen tako, ker sem vaša alien mama? Še vedno nimam skoraj nič video o vesoljcih. Ampak danes bomo to spremenili. Niste mogli zgrešiti, da trenutno po svetu, ampak res po svetu, ne samo v Ameriki, so nerealna, res nora videnja vesoljcev. In danes bomo v bistvu malo manj govorili, pa malo več videov pogledali, ker vsak si lahko misli in razlaga to čisto po svoje. Ne bom preveč pametna, imam pa par dobrih teorij, razlag. Naj pa najprej poudarim, da so ta videnja vesoljcev zabeležena že od antike, od antičnih časov. To ni nekaj, kar se je začelo pojavljati zdaj na teh zrnastih, nejasnih videoposnetkih s telefonov. Ok, sem to. AARO stoji za The Old Domain Anomaly Resolution Office, AARO. Američani naj bi bili pod Pentagonom neka skupnost bilo kaj, ki naj bi bili zadolženi za to, da ko pridejo k njim te posnetke, da oni rečejo, ta je legit, ta ni legit. Oziroma meni osebno že to, da se jim reče Resolution Office, mi je mečkano, sprav vaš point ni to, sploh kadarkoli potrditi pa reči, ok, ja, to so zdaj vesoljci, ampak v bistvu resolution, kot povedati ljudem, zakaj to zdaj niso vesoljci, ker je pač balon ali pa letalo ali pa nova misija vojaška ali pa bilo kaj. Ampak oni so od 1. maja 2023 do 1. junija 2024, tako da to, kar se je zdaj na novo zgodilo, sploh tukaj ni všteto, imeli 757 reportov oziroma posnetkov oziroma česarkoli, ki jim je šlo v predogled, kao, mi smo videli vesoljce in smo jih posneli, tukaj imate v posnetku in nam prosim razložite, kaj to je. Poglejmo si najprej posnetek iz Michelle Race, ona je bila navadna potnica na letalu in je lih vzletela z avionom iz letališča LaGuardia Airport. Kdor je že bil v New Yorku in je tudi šel ali pa prišel na ta letališče, ja, to je New York, spet smo v Ameriki, ampak ne za dolg. Zdaj pa izključno zaradi tega, ker jaz želim na Ibizo kratkem, ne se ne. Zaradi tega, da gremo tudi v Španijo pogled, nekaj, ker nam je precej bliže in bolj domače, tudi tam so imeli tole videnje vesoljcev oziroma NLP-ja. Upon spotting it, she immediately pointed it out to her friend, and they both ran closer to get a better view of the unusual object. But after they zoomed in on the orb to record some clear footage, something very eerie happened. The orb shockingly zoomed to the right with unprecedented speed and was never seen again. The speed with which it zipped out of the field of vision of the camera was totally otherworldly. To se je zgodilo čez zraven Esvedra Island, takle je bil kamnit, mejhan, nad tem so pač tisti žurerčki tam ga videli in je bila tako tista orbica, ki je tako ful na hitro sem zginila. In lih take stvari, koliko na hitro te orbi ponavad zginejo, ki jih smatrajo za neke NLP-je, že z tega razloga se razveda, ali je fake, ali pa pač absolutno ni neko človeško plovilo, ker ba je dokazano, da nobena človeška stvar ne pospeši na nebu tako zelo hitro. Potem vas peljem še mečken v Iran leta 2023, kjer so videli tole zeleno leteče extraterrestrial plovilo. What seems really crazy is that this UFO emanating bright green light hovered right over the city, just a few hundred meters above ground level. Such up-close and clear footage of a UFO has never been captured on camera. The nearness of the craft can clearly be gauged by the size of the visible UFO, which seems as big as a commercial airplane. And this same green UFO was seen by many others in the city, but this time at a higher altitude,
moving with the same laid-back speed. Why was this specific UFO hovering so slow as compared to all the other UFOs that just speed off when they realized that they have been spotted? Meni osebno tak smokaj iz risanke, preveč je narisen, preveč je bliz, preveč je bil velik, je bil velik tako kot letalo in res je blizu letelo in spet na hitro šlo, ampak teh videnj je bilo več, kot da je zelo majhna verjetnost, da je fake, je pa spet potem obstaja ta možnost, da je bil pač nekaj človeškega izvora mogoče, ker tudi ta oblika je tako, se pravim, preveč iz risanke za moje skromne pojme. Gremo še mečkan v Indijo. Nagpur v Indiji so videli tole 14. maja. In the city of Nagpur were shocked to see such an unnatural phenomena. Takrat je bilo pri njih monsunsko obdobje, maj, in je zelo značilno, da je tam ogromno oblakov. Ker bi za ene predstavljala, da je mogoče ful bolj nenavadno, da se je sploh čez oblake vse to videli, da so bile tako močne luči, da je ta krog luči potovalnih ali te njihove ladje ali ena ladja tako intenzivno svetila, da se je videli čez. Mene to osebno mogoče hitreje spomne na neko projekcijo na oblakih. Takoj, ko so v igri oblaki, jaz pomislim, da je ful lažje neko projekcijo gor vržati od tal, da ljudje mislijo, da je nekaj drugega med oblaki. Gremo še na naslednji primer, ki so ga pa videli ukrajinski vojaki, dejansko med to vojno zdaj, ki se dogaja, ki se je dogajala, ko so bili pač v vojni z Rusijo in se vidi tudi, ko gledaš ta dejanski posnetek, se vidi dol v njihovi debati v prevodu, da so bili vsi šokirani, da dejansko niso vedeli, kaj se dogaja, da so videli to plovilo pred sabo direktno pred njimi in so bili what the hell je to? The entire duration. This completely bamboozled the Ukrainian soldiers, who can be heard swearing. In valjda moramo tudi v Ameriko, to zdaj sem povedala tako, da se razumemo, da ni vse v Ameriki, je pa absolutno največ iz Amerike in kdo je to zdaj spremljal, ve, da se najbolj nore stvari dogajale v New Jerseyju, tako res neskončno viden, neskončno posnetkov, mogoče en izmed razlogov, da je tudi ban ali TikTok, ker ljudje preveč vejo, preveč vidijo in preveč šerajo. Tukaj pa predvsem videvajo razne orbe, te orbe pa spremljajo droni. Droni nekako delujejo našega izvora, ker imajo tiste utripajoče lučke, ki je na manjše letalo, pač pojavlja se pa tudi to, da ljudje hočejo te orbe in drone postreliti dol, ne vem, da bi jih videli, da bi jih raziskali, da bi imeli boljše posnetke, bilo kaj. Kdorkoli ima mečkan smisla in pameti reče, ne, tega prosim ne počnejo, ker če so konec koncev v lasti vlade, bojo za to zelo grdo plačali ali šli v zapor, tako da just don't do it. Verjetno ste se spraševali, kaj je sploh point vsega tega, kar se na nebu dogaja, ali so vesoljci ali kaj drugega, imamo nekaj teorij. Ena je preprosto, da bi med ljudmi zasejali kaos, anksiozo, strah. To report this too. This is just really strange. I mean, if I zoom in, it just looks like they're all the same size. My phone's not good enough to... Every one of them is the same size. Yeah. Točno to se dogaja. Imaš ljudi razdeljene na tiste, ki rečejo, dol mi visi, ker ne vpliva name, ker še vedno moram jaz plačevati davke in hoditi v službo, ker jih jaz absolutno štekam, in na tiste, ki jih je dejansko strah. Tudi med vami jih je veliko, tudi Slovenci meni zelo aktivno pišete, da vas je strah in da naj vas pomirim. Več besed temu bom namenila na koncu. Druga teorija je to, da so to military drones, da so pač strani vojske prišli, da preprosto spremljajo te orbe, ki so na nebu, ki so pač nenavadne in jih raziskujejo. Spet tretja teorija govori, da so to kakršnekoli že naprave od vojske, ki pač preizkušajo novo vojno orožje, nova vojna plovila. To vemo, da uradno ne bi počeli v Area 51, tako da ni to nič novega, pač ves čas se na nebu nekako preizkušajo nova plovila, ki mi v njih pojma nimamo, niso še v javnosti, niso uradne, niso javna, sploh če so to vojaške stvari, valjda države med sabo noče vedeti, da karkoli takega obstaja, ker so preveč interne informacije in s tem, da tega ne dajo ven, pač obdržijo neko moč, neko prevlado nad tekmicami. Tukaj bom samo menila, da je tudi Elon Musk en izmed teh, ki trdi, da so vse, kar na nebu vidimo trenutno, absolutno neki vojaški poskusi, vaje, nova plovila, nova orožja. That are classified even within the military. So it's, only if you have the top secret compartmented clearance would you know about this new program. So then, some pilot sees something moving fast and says, hey, I saw a UFO. I'm like, yeah, that was actually a new weapons program, but we can't tell you that. Jaz Elon Muska sploh ne bom komentirala, ker ga ne toleriram in mi je največji bullshitter in obupna oseba, tako da on lajkne karkoli, pa mi je irelevantno, ampak se povem tistim, ki vas zanima, kaj on misli, on pač misli to, da so to vojaške stvari. Spet še ena teorija, ne vem, četrta ali peta, je to, da so to manjši droni in manjše te orbe, ki prihajajo od mothership ladje, torej da ene večje ladje, ki je še višje in pač jih pošilja dol, tako da to so samo taki mečkini delčki ladjice, alienov, ki nas
prihajajo gledati. Potem absolutno sem že slišala za tiste teorije, ki pač govorijo, da so vesoljci tukaj, da nam bodo pomagali, da bojo spremenili svet na bolje, da bojo rešili vse naše križe, pač lakote, vojen, ozona itd. itd. We are planning to send in our large ships sooner than mid to late January, as was said in yesterday's video. Our large ships are now preparing for reveal in early January. Remember, don't be afraid. We are here to help you, not harm you. The large ships we are sending will stay over the ocean. To bi bilo kar lepo, to bi jaz aprovala. Tako da alien, kam. Dejstvo pa je, da to niso več lokalne zgodbe, lokalne zgodbice, ampak je regionalni fenomen. Ne dogaja se sam več v Ameriki, že po celem svetu, ful pospešeno in ni več nekaj, kar je zdaj sem še neka misterija, ali ko bi rekla, nekaj, ki se je nekje zgodilo in mi razmišljamo, ali se ni. Pač povsod se to dogaja že. Dejstvo je, da smo vsi zaradi teh dronov in vsega bizarnega, kar se dogaja po svetu, že postali numb oziroma tolnami si, če preveč informacij bizarnih naenkrat pride v človeške možgane, ratamo do njih imuni, preprosto smo ne moram več se sekirati, ker je too much, preveč se dogaja. Od covida do teh vesoljcev in pa rečejo, ja, vesoljci obstajajo in že dolgo so med nami, to je dejansko vlada rekla. Ne vem, če se spremlja, sploh ameriška vlada in že večkrat so to potrdili in pa so rekli, ja, seveda so med nami, ampak so v oceanih, samo da veste. Pa so spet rekli, ja, sicer vam ne moramo čisto nič povedati, ampak veliko časa so že med nami in jih že preiskujemo in en EB vesoljc je bil med nami živel ne vem koliko let in ne vem koliko informacije nam je dal. V glavnem, nam ljudem je to že malo smešno, ker ne vemo nič in nič nam spremeni lifea, samo pač preprosto pustiš stati. Poglejmo še ta primer ene orbe, ki prihaja prav iz morja in pol jo lahko gledamo tako zraven lune, tako da veste, da ni luna, je pač neka druga orba in... Wow, hold on. That was like unfocused. That goes into the clouds. That was cool. Yeah, it was. It was like it went like through a portal or something. Right next to the moon. Ena izmed teorij, ki jih jaz še najbolj verjamem in se mi zdi smiselna, pa ne omenjam tega prvič, ampak danes bom večkrat bolj tako lepši in posplošeno, Project Bluebeam. Projekt Bluebeam v bistvu še vedno uvrščajo med teorije zarote, torej nekaj, kar je le ideja, teorija ni pa potrjena resnica, izhaja iz 90-ih let prejšnjega stoletja in je to idejo prvi dal ven Serge Monast. On je tudi potem umrl 96. leta, ampak on je rekel, da bo to prišlo v več valovih. Prvič potresi in ti potresi bojo pripeljali do tega, da se velike stvari zrušijo, pretresajo in na površju pridejo skriti artefakti in to bo ljudem dokazali, da bo rekel, ojoj, moja vera sploh ni resnična, ker vidim, kaj je resnično. To, kar ste zdaj pokazali, to je resnično, to je še starejše, to je bolj mogočno in potem bi nam v glavah zrušili vse naše stare vere, ki ne bi oblastem več služile in bi nam v glavo ubili enega in istega novega boga in s tem bogom bi nas potem upravljali, ker bi nam ubilo v glavo, da je en in edini legit. V bistvu gre za program, ki bi na novo kontroliral ljudi, na nov način. Crazy je, ker meni se zdi, da se je to na nek način že začelo. A se spomnite tistega obraza ob luni? To ne more biti nič drugega kot nek projekt, neka projekcija, preprosto ne bi se freaking kar tam nov obraz ob luni pojavil in lih ta projekt Bluebeam govori o tem, da bojo te projekcije na nebu, kaos tehnologijo od NASA, ki ne bi projektirale neke verske figure oziroma neke nove figure, ki bi nam predstavljale novo vero, nova božanstva, ono, ki bomo mi kar verjeli, v vsej tej tehnologiji bomo mi kar sprve verjeli, ja, to je naš nov bog. Čeprav vemo, koliko je zdaj AI in tehnologija in ne vem, če bi kdo to verjel na koncu. Dejansko ti, ki to gledaš komentirja, bi kdaj verjel, če bi ne vem, kaj na nebu videl, da je to neko novo božanstvo, bi raje rekel, pač da je tehnologija, ker čisto vse je že možno. Zdaj mi je smešen, ko to govorim, ker če pomisliš, da so vse te projekcije NLP-jev in vesoljčkov na nebu in orb, v bistvu samo Bluebeam projekt, pa še vedno nekako ljudje verjamejo, da so vesoljci na nek način deluje. Torej, Bluebeam naj bi zavajal prebivalstvo, sproščal splošno paniko ljudi in jim potem ponudil neko novo božanstvo in rekel, vi samo sledite nam in pa bi mi sledili in bi nas spet imeli za ovce in pod kontrolo. Meni se iskreno to zdi ful smiselno, to je ena najbolj smiselnih teorij. Sam se mi zdi, da smo mogoče malo preveč imuni na tehnologijo trenutno. Poglejmo si še kakšen posnetek teh orb.
Hi, this is Larry. I'm at my brother's house on Ladera Ranch. It's in the evening, and we see some lights up in the sky. We're trying to figure out what they are. It looks like a ball with individual lights within that ball. With all these drone sightings, just want to understand what's going on. What am I looking at right now? What is going on? That doesn't look normal at all. This is not normal at all. Bruh, what am I looking at right now? This is actually the weirdest thing I've ever seen in my life. No way, what the heck is that? What? What? Oh, Madison's getting a good video of it, dude. Come to my house, man. You can see it from my house. Oh. Oh, Madison will probably put it up on YouTube, man. Splošno so ljudje pač v stresu, ker videvajo te orbe in videvajo zraven te drone, ki spremljajo orbe. Ljudje pišejo tudi, da če so bili v bližini teh orb in dronov in so jih snemali, jim je pogosto tehnologija zaribala, nekaj šlo narobe ali pa celo ura v avtu se je konkretno zamaknila, premaknila, pač zgubila je cel smisel. Jaz sem pa pomislila, da kaj, če ni ura dejansko se premaknila, ampak so dejansko oni vmes bili tako na hit ugrabljeni in prišli nazaj v avtopol. Ker to veliko ljudi prepoveduje, da če so jih alieni vesoljci ugrabili, torej se je zgodila neka obdukcija, so se nazaj teleportirali v avto in nadaljevali pot, da nič ni bilo. Mogoče so bili edini celo malo premaknjeni tako po lokaciji, ampak ura je bila pač 10-20 minut naprej. Mogoče je bila obdukcija. In pa še ena stvar, ki je meni zelo pri srcu kot ena izmed teorij, kaj so te orbe na nebu. Plazmoidi. Jaz upam, da je to tako v slovenščini. Plazmoidi. No, čuden se misliš. Torej, plazmoid je koherentna struktura plazme in pa magnetnega polja. Ne bi bili v taki obliki kakor en obroč mesnet, bom pač tukaj dala slike in videe, in potem vmes naj bi bilo ekstremno močno magnetno polje, ki naj bi tudi kakšne zelo zanimive pojave ustvarjalo. Plazmoide pogosto povezujejo s kakšnimi pojavi, kot so kroglaste strele. To dejansko se zgodi, da pride na zemljo in potem potuje po zemlji. Taka okroglasta strela. Ba je ekstremno nevarna, tako da če jo vidiš bež preč, če si ful bi bilo dobro enkrat videti, ampak upam, da se ne zaleti vame. Ali pa magnetni mehurčki v magnetosferi, ali pa predmeti v kometnih repih, ali pa se jih vidi tudi v sončnem vetru, itd. V glavnem plazmoidi niso neki fruli luli, ampak obstajajo. In baje se jih da ustvariti tudi umetno. To je zanimivo, baje se jih da ustvariti v laboratoriju, tako da ni nujno spet, da so naravnega pojava, tisti, ker videvamo torej te orbe. Tudi te posnetki, ki jih vidimo z neba, izgledajo zelo tako podobni temu, kako naj bi izgledal plazmoid. Zdaj bom pa najbolj možno posplošeno po domače povedala, kaj naj bi to pomenili in zakaj je zanimivo. Torej, gre za plazemsko magnetno entiteto oziroma lahko so nova življenjska forma. Nekaj, kar mi konkretno še ne poznamo, še nismo spoznali, ampak med sabo imajo neke interakcije, se usklajeno premikajo, torej med sabo verjetno komunicirajo. So neka nova življenjska forma, torej biološko stvar, saj tako narekujejo teorije. Ne bi se tudi množili itd., ker je pa ful fascinantno. Torej bi šlo za nek nov pojav življenja, oziroma saj mi ga na novo opažamo, ki ima v sredini tako močno elektromagnetno polje. Ja, lik snemam. Ja, 5 minut. Tukaj bom dala še en primer, ki se je ta plazmoid ali pa recimo orba približevala tlom in potem kar eksplodira. Ne vem, kaj da bi se zaletel mogoče v električno žico ali neki. Like little flames like coming off of it or something, do you see? Yeah, it looked like it's burning or something. Yeah, and that shit is way up there too. What the fuck is that? That was even saying, he was like, it looks like a fireball. Man, like, what is that? That shit doesn't look right on my phone. My phone's crappy. Mine either. It looks like it's coming closer. It's getting bigger. Yeah, that's what I said. It's about to hit the ground. Damn, it's behind the tree now. What the fuck is that? It is going down, yep. I low-key want to go drive. Oh, what the fuck? It blew up. Pa še ena stvar, danes sem to videla na TikToku in mi je zanimivo zdaj ponoviti, da imamo tudi mumije vesoljcev. Žensko take mini in jih tle vidite in me najbolj bizarno, ker res ekstremno spominjajo na E.T.-ja, pač že malo preveč. Zdaj pa, ali je ustvarjalec E.T.-ja to vedel in naredil E.T.-ja inspiriranega po teh mumijah, ali pa je jih obratno in so pač ustvarjalci teh mumij videli E.T.-ja in so rekli, dajmo narediti ene fake mumije in vse zajebati. Ampak smešno je, ker sem jaz slišala,
je ogromno doktorjev delali poizkuse na teh mumijah in so potrdili, da so pač legit, da so nekega organskega izvora in da verjamejo, da so vesoljci, tako da fun fact. Pa ful dolgo so že na Zemlji in odkrili so jih eni kamnini v Peruju, kjer pač bakterije sploh ne morejo zraven, tako da zato so se ohranili kao in tega je res precej. Gremo še na zadnji delček tega videa in sicer moje mnenje, ker upam, da boste kaj komentirali, ker zadnje čase čisto premalo komentirate ali pa saj lajkaj ta video, pa nekaj napišite spod. Ampak ja, kar se tiče, ali me to skrbi ali ne, ne, I don't give a shit, pač dokler dejansko se moj life zaradi tega ne spremeni, me res ne zanima. Če ne vemo, kaj je, zakaj bi reagirali, ker je vse, kar lahko nastane neka panika, medtem, ker je lahko to spet dobesedno nek projekt Bluebeam, da nas pravi v strah, da nas kontrolira, ali pa neke projekcije, ker je pač zabavno. In ja, ne da se mi sekirati zaradi tega. Ful ljudi mi piše, da imate zaradi tega anksiozo in strah in vam rečem, da jaz tudi, če bi cirkulirala samo na TikToku, kjer vidim vse samo o vojnah, pa Ukrajina, pa Rusija, pa Gaza in te stvari in se lahko na smrt sekiram in jokam vsako noč. Včasih preprosto mora človek zapreti oči pred kakšno stvarjo in se osredotočiti na svoj krog življenja ljudi, ki jih imaš in poskrbeti za to. Ti ne moreš ta moment vplivati na situacijo od daleč proč, lahko pa vedno vplivaš na svojo situacijo. Konec koncev, če bi vsak vplival sam na svojo situacijo, bi bil svet lep. Ne res, vem, da lahko lažje reči, kot čutiti, ampak preprosto nič ne dosežeš s tem, če se sekiraš zaradi nečesa, ki še ne vpliva na te. Kar se pa tiče življenja na Zemlji in drugih življenj v vesolju, sem pa absolutno na smrt prepričana, da nismo sami, ker če ste kdaj gledali kakšne dejanske grafike vesolja, koliko je to enormna stvar, pa multiverzi, da ne govorim o tem, ampak se mi zdi, da smo mi toliko majhen delček tega, toliko nesposobni raziskovati naprej zaradi svetlobnih let in toliko omejeni na svojih nekaj čutov, ki jih imamo, koliko stvari sploh ne zaznavamo in vidimo, in da se mi zdi bizarno, da bi kdo mislil, da smo edini in sami in edina življenjska vrsta, ki se je razvila. Plus, mi smo taka življenjska vrsta, ki smo, recimo, že to, da ne zaznavamo infrardečih valov ali pa teh valov, po katerih prahaja, ne vem, radio in klici in, ne vem, Bluetooth, a štekaš. Že to so stvari, ki jih čuti ne zaznavamo, ampak obstajajo. Predstavljaj si, česa vse drugega mi še ne zaznava. Če se na človeškem telesu tekom zgodovine, evolucije ne bi razvila ušesa, mi pač ne bi slišali zvokov in ne bi vedeli, da zvoki obstajajo. A se zavedate tega? Zakaj mi mislimo, da so vesoljci torej takih tipičnih oblik, 3 prsti, sluzasti, velike oči, velika glava? Zato smo to enkrat v filmu videli. Ne vem, meni se zdi, da so konec koncev lahko v obliki peska ali pa v obliki tekočine ali pa nekaj, kar sploh ne zaznavamo, pa vse en so. Oni mogoče nas ne zaznavajo, ne vem. Ali pa zaznavajo svoj svet in svoj univerz čisto drugače, ker mi z drugimi čuti in se sploh ne vidimo. A štekaš? Point je, da jaz verjamem, da smo tako omejeni, da nič ne vemo. To je to. Najbolj simpel povedan. Napiš, kaj ti misliš, čemu verjameš, čemu ne. To je pa to od mene danes. Jaz sem ful ponosna, da sem se sploh spravila video posnet, ker malo še okrevam od novega leta. Čakaj, moje hane so ful v stilu. Da se vidi. Pa res je betežen dan, tako nekaj na pol sneg, pa tako prav sneg rosi. Pravna nizka oblačnost betežna, krče imam največji in komi živim, spala bi še 6 ur zdajle, ampak ja. Video sem danes posnela v petek, danes v petek bo prišel ven in ga boste pogledali. Hvala sem za ogled videa, alienčki, se gledamo verjetno naslednji petek, pridni bojte, ajčo, bye!